Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo izjemen posameznik, v bistvu temu lahko rečemo tudi serijski podjetnik. Tako da lepo pozdravljen, Andraž. Živijo. Zdaj, preden gremo pogledat v tvoje izjemne izkušnje, na svete, pa tvoje poglede, kako se lotevaš posla, bi te jaz našim poslušalcem malo bolj predstavil, da bojo vedeli, zakaj sem te poimenoval serijski podjetnik, ker imaš res ogromno izkušenj. Ti ne samo, da si ustanovitelj pa direktor mojechokolade.si, ki je postala zelo močna blagovna znamka, tudi poslovno svetuješ podjetju L'Occitane, si tudi soustanovitelj Fulfillment centra, ki je eden največjih v tej regiji. Tega se bo pa tudi kasneje malo dotaknil, da nam boš razložil, kakšen je koncept. Si tudi predsednik društva spletnih trgovcev, ki je pod tvojim vodstvom zrasel že skoraj do 80 članov. Si tudi poslovni svetovalec pri podjetju začimbe.si. Si tudi Chief Financial Officer, se pravi, si odgovorni za finance pri BeLife Kombuča, mislim, da tudi vsi v Sloveniji poznamo. Si tudi mentor in pa poslovni svetovalec pri podjetju konoplja.net, tudi zelo močen brand. Bil si mentor in pa svetovalec pri podjetju oziroma projektu Peach Beauty Plan, ki mislim, da je tudi zelo močna znamka. Predtem si bil tudi projektni vodja in pa pri Outfit 7 si bil tudi takrat zadolžen za web store direktor, se pravi, si bil direktor za spletno prodajo oziroma spletno trgovino. Poleg tega si tudi mentor pri MChamu, sodeloval si z različnimi podjetji, si digitalni strokovnjak in pa pomagaš tudi pri omrežjih družbenih in pa prepoznavnosti pri Amnesty International Slovenija. Tako da to so samo ene par funkcij, ki sem jih hotel izpostaviti, in imaš več kot 10 let izkušenj že v bistvu poslovnem svetu. In si res zelo močno vpet v razna podjetja in znamke, ki želijo iti v splet, v digitalno okolje. Tako da preden greva v vse te zgodbe, bi jaz rad mojim poslušalcem predstavil, kako se vse to začelo. Tako da moje prvo vprašanje je zmeri, kakšen si bil v gimnaziji? Si že takrat vedel, da hočeš iti v te podjetniške vode? Si imel že takrat te ideje, kaj hočeš vse narediti? Ja, dobro vprašanje. Kar se tiče gimnazije, ja, mislim že zelo zgodaj začel s podjetništvom v družini, pa tako nimam nobenega, ki bi se s podjetništvom ukvarjal. Ampak nekako me je vedno privlačila ta svoboda pri delu in že zelo zgodaj sem nekako imel v glavi to, da takrat sem imel v glavi to, da se pri 30 hočem upokojiti. To mi zdaj še ni čisto rata, ampak mogoče kmalu. Ampak ja, želel sem si to svobodo. Ta svoboda, v bistvu delo kjerkoli in kadarkoli, to sem imel dolg časa v bistvu v mislih pa v glavi, to je bil moj cilj. Tako da, kar se tiče pa gimnazijskega v bistvu lifestyla, pa meni se je glih takrat v bistvu zgodila neka ta transformacija iz zelo introvertiranega, bom rekel, dost v prvi vrsti, prvi v klopi in tako naprej, do tega, da smo ga zelo veliko zunaj preživeli in nek ekstrovertiran model po skoraj celi Ljubljani. Networking. Ja, tam nekje v 3. letniku mislim, da se je zgodil ta nek preporod, recimo. Daj mi povej toliko enih različnih funkcij, in to so res blagovne znamke, od mojechokolade.si do kombuče, pomagaš pri L'Occitanu oziroma in svetuješ. Dajva se malo dotakniti, kakšen je tvoj tipičen dan, kako se organiziraš, a si ti v nedeljo postaviš cilje, a si vsak dan za naslednji dan, kdaj pričenjaš dneve, kdaj jih zaključiš? Ja, mogoče sam kot disclaimer, jaz sem še vseeno full-time operation sem na moji čokoladi, tako da moja čokolada je v bistvu moj glavni fokus in v bistvu podjetje, ki mi vzame, bom rekel, 90% časa. Vse ostalo drugje pa, ali sem solastnik ali mentor, ki pač nekako poveže tam, kjer podjetje potrebuje. Tako da
vsako podjetje ima svojega direktorja, svojo ekipo, jaz pa v bistvu pomagam in povezujem tam, kjer je v bistvu potrebno. Tako da enako je v bistvu tudi s časom. No? V bistvu dejansko cilji so nastavljeni na nivoju, torej moji so na nivoju moje čokolade, potem se pa vsak direktor oziroma vsak vodja na posameznem podjetju ima pač svoje cilje in jih jaz poskušam pač dejansko priti blizu pomagati. Dejansko zdaj imam 12-13 let izkušenj v poslu, dejansko na e-commerceu in food segmentu, in stvari so dosti podobne. No? Ko si enkrat toliko časa v industriji, mislim, da v kjerikoli industriji, če se dosti poglobiš vanjo, po 10 letih zelo dobro poznaš zakonitosti. Tako da so nasveti, ki jih daš, precej boljši kot pa 5 let nazaj, ko smo šele začeli. Deva se dotakniti Moja čokolada. In je ratel zelo močen brand, ki dejansko je že skoraj 11 let star. Tako da, mi povej, kako si sploh prišel do ideje, do te, da si dejansko si naredil zelo močen brand iz nič. In zanima me, kako si sploh prišel do take odlične ideje. Kaj se ti je takrat Mislim, ideja dejansko kot ideja ni bila tako zelo odlična, tako da mi smo štartali čisto iz agencijskega nivoja, tako takrat smo delali Facebook oglase, Facebook kampanje, torej smo bili v bistvu klasična digitalna agencija takrat, to je 12 let nazaj, kjer smo v bistvu delali social media presence za druga podjetja. In vedno mi je šlo potem nekako, sem razmišljal, kaj bi lahko jaz nekaj svojega naredil, nisem želel v bistvu celo življenje, gotovil sem, da ta agencijski model ni zame, videl sem, da sem imel gosta Miha Lavtarja, mi da so časovno sva zelo podobno štartala, s tem, da on je ugotovil, da agencijski model ga zelo privlači in je agencijski model tisti, ki mu leži. Jaz sem pa nekako hotel pobegati iz tega ven, ni mi bilo to v redu. In sem se vedno sprašal, kaj bi lahko svojega, neka svoja nota mi je manjkala. In iz tega nivoja sem potem nekako prišel čisto po naključju v bistvu do čokolade. Vedel sem, da želim nekaj z internetom, e-commerce je bil takrat itak v nekem trendovskem razmišljanju, tako da sem vedel, da nekaj z e-commerceom, čokolada je bila pa čisto za uspod. Pa smo se pa v bistvu kar borili, 8 let je bilo tako, kar neke take zelo počasne rasti, pa borbe, tam 15 do 25% na leto smo rastali, v bistvu, lani smo nekaj dejansko, to je po dobrih 8 letih nam je pa ratelo v bistvu tako, da smo nanejali pa potvikali v bistvu neko zgodbo, da res nek product market fit, tako da letos zdaj iz 650,000 evrov lani na 2 milijona letošnji plan, tako da. Top, noro. Dajva se še malo dotakniti, zelo me zanima tvoje mnenje, ker si strokovnjak za spletne trgovine. Koliko se pa tebi zdi, da je dejansko pandemija to pospešila? Kaj si ti opazil pri vas v vseh teh podjetjih, ker si zraven vpleten? Kaj se je dogajalo? Pa kaj misliš, kakšni so še trendi za naprej? Ja, mislim, kdorkoli se ukvarja z e-commerceom, jaz mislim, da ne poznam niti enega, recimo, ki bi z e-commerceom delal prej, recimo, pa bi v teh časih delal slabše. Tako da dejansko je pospešilo na vseh nivojih. No, na Fuliju, recimo, mogoče malo bolj to opazimo, ker še vseeno imamo 50+ strank, je mogoče malo bolj širši aspekt dobimo, kaj se z e-commerceom dogaja v celi industriji, ne bom rekel mogoče čist celi, ampak z več različnimi nišami. In ja, mislim, da samo eno stranko od 50 smo imeli, ki je ostala na istem nivoju, medtem ko vse ostale so drastično poskočile. Tako da ja, korona je definitivno prinesla to, da smo postali, mislim, da so tudi starejši mogoče začeli kupovati prek interneta, da se je malo razbila ta del nakupovanja s kartico, ker smo to videli, da v Ameriki zelo dobro funkcionira, pa kle še nismo bili čisto izvajeni, pa mogoče ko spletne trgovine še nismo bili čisto ziher, a čemo to zdaj kar kot default mode nastaviti za plačilo s karticami, a še vedno plačilo po povzeti. Tako da definitivno je pohitrila to digitalizacijo na splošno. Tako da v tem vidim velik plus. Kar se pa tiče pač podjetja oziroma dejansko industrije kot e-commerce na splošno, pa
je tako, da je ta zadeva zdaj postaja čedalje bolj zasičena, ker pač, ko je trend gor, pomeni, da pač vlak drvi in vsi hoče skočiti gor, kar pomeni, da nekdo, ki štarta zdaj, ki želi skočiti na ta vlak, ima precej večje težave, kot pa nekdo, ki se je na tem že peljal nekaj časa. Tako da ja, mi smo imeli pač prednost, ker pač že precej časa delamo v tej industriji in potem smo dosti enostavno, bom rekel, ne bom rekel dosti enostavno, ampak bolj enostavno, kot pa marsikdo, recimo, ko se še z e-commerce loteval, smo lahko v bistvu samo pospešimo pa izboljšamo procese, ker vedno je optimizacija procesov pa izboljšanje je veliko lažje kot pa postavitev na novo. In če se ti že marsikaj naučiš v preteklosti in potem, ko pride nek hype, nek nov impuls iz trga, pol na to skočiš, in to je to, no. Tako da ja, korona je definitivno pospešila ta del, je pa po drugi strani zdaj tudi čedalje večje bariere, se ustvarjajo. Mogoče, saj to smo že vedeli, mislim, itak je šel trend v to smer, da je čedalje več podjetij na spletu, spletnih trgovin in konkurence je čedalje večja, ampak ta korona je pa res zdaj postavila tako bariero, tako da tisto, ki se loteva spletne trgovine, zdaj mislim, da res več ni čas, da se tega lotiš na pol. Kaj pa misliš, da so trendi prišli do te mere, da smo ljudje toliko spremenili, recimo nakupne navade, da bomo več nakupovali prek spleta, da se bo to ostalo, ali se bo potem v času, ko bomo recimo šli v neko novo obdobje po pandemiji, da se bodo te stvari spremenile? Misliš, da bomo ostali še zvesti spletnim nakupom? Mislim, jaz jemljem pač nakupno izkušnjo itak kot celoto, enako še vseeno dvomim, da bo digitalna izkušnja lahko zamenjala v bistvu fizično, tudi številke v bistvu konec koncev, kljub temu recimo, da internet blazno raste, moramo vedeti, da v celotni sliki, mislim, da je bila za Slovenijo zadnjič, da sem zasledil podatek iz 1,5% vse potrošnje, v bistvu živil recimo, torej, od celotne potrošnje živil, ki se kupi v Sloveniji, se samo 1,5% kupi preko spleta, to je bilo pred pandemijo in v bistvu tekom in po je v bistvu zdaj smo šli na 4%. Tako da, ja, razlika je trikratnik, torej, če pogledamo v pogledu rasti, ampak če pogledamo v absolutnem smislu, je pa to 1,25, kar je še vedno precej premalo, da bi sploh lahko govoril o tem, da bomo večinsko kupovali ali pa kaj takega. Na koncu smo ljudje, mislim, posel delamo ljudje in na koncu pač tudi ljudje kupujemo od ljudi, tudi brendi na koncu se poistovetijo z ljudmi, tako da ne verjamem čisto, da bo ta digitalna sfera uspela prednjačiti. Zna pa biti zanimiv, ko se bodo te stvari začele integrirati v nek VR, kjer bo pač izkušnja še boljša, še močnejša. Torej, definitivno z razvojem digitala kot celote se gre proti tej sferi, da se bo čedalje več kupovalo in več odvijalo. Mislim, cela družba se čedalje bolj odvija na spletu. Mislim, se že potrošnja Facebooka oziroma potrošnja poraba dejansko časovnih, ki jih imamo na Facebooku. Jaz se še spomnim, 11-12 let nazaj, ko smo začeli, mi smo Facebook profile pa strani čekirali enkrat na teden. Zdaj, ne vem, 5 minut, tako da. Dajva se še dotakniti še druge tvoje izjemne zgodbe in sicer Fulja, se pravi Fulfillment Centre, ki je trenutno eden, če rečemo temu, večjih v tej regiji. To pa je recimo zelo inovativna ideja. Tudi, kako si pa do tega prišel in če nam malo razložiš, kaj to sploh je, da bojo naši poslušalci vedeli, kaj sploh delate? Ja, mi smo v bistvu logisti, torej upravljamo v bistvu skladiščenje in pakiranje za spletne trgovine. V praksi to pomeni, da v bistvu imamo en velik prostor, kjer imamo več spletnih trgovin in ker delamo v bistvu izključno za spletne trgovce, pomeni, da smo specializirani za manjše pakete. Torej, večji logisti
kot so v Sloveniji, ki jih poznamo, več ali manj se osredotočajo na paletna mesta, na večje površine. Mi smo pa rekli, da je v internetu neka prihodnost in želimo v bistvu se specializirati za internet, da to neki paletni premiki ne bodo dovolj in da gre vse čedalje bolj proti paketom in torej k manjšim kuverte, paketi, k manjšim pošiljkam in tukaj smo mi specialisti. Tako da, ja, mi smo štartali v bistvu spet s Fulijem, bom rekel, dosta prav timing, dejansko pol leta pred korono, kjer smo imeli čas se stvari naučiti. Zdaj nam je pa korona tudi nam dala precejšen boost, oziroma bom rekel, da bolj našim strankam in posledično pol tudi nam. Mi imamo en tak, bom rekel, precej dober poslovni model, ki v bistvu slonimo na rasti naših strank, kar pomeni, da v bistvu je nam dejansko v velikem interesu, da podpiramo stranke, da stranke rastejo in posledično potem tudi mi. In to je nek tak začaran v bistvu krog, kjer je v bistvu spirala navzgor. Torej, dokler bo e-commerce v trendu, je to. Ja, Fuli pa trenutno smo se spet mogli preseliti, tako da malo nas te selitve v večje prostore nam časovno vzamejo čas. Daj mi dejansko povej, se pravi, jaz imam recimo spletno trgovino, vi meni omogočite skladiščenje plus dejansko, da potem dostavite neko pošiljko mojim kupcem. Ja, mislim, naša glavna prednost je v tem, da smo fleksibilni, kar pomeni, da omogočamo praktično, ali imaš ti en paket na dan, ali enega na mesec, ali 1000 na mesec, mi nimamo nobenih izzivov. V skladišču so v bistvu zaposlenih je 12 ljudi ta trenutek, kar pomeni, da v bistvu vedno lahko nekdo vskoči in podela. Tudi če imaš ti, ne vem, kakršnokoli akcijo, če imaš sezonsko komponento, torej to je neka prednost, da se ti lahko brez čist mirne vesti se lahko ti širiš ali pa ožaš. Torej pač ti greš lahko v neke hardcore reklamne akcije, e-kontra, ko ne potrebuješ skladišča, spet začneš, mislim, pri nas plačuješ na posamezen paket in na posamezen regal oziroma paleto, kar pomeni, da si popolnoma fleksibilen, neodvisen od tega, od velikosti samega skladišča. Tako da to je neka prednost, to je neka ta prednost ekonomije obsega z večjimi spletnimi trgovci. Enako potem pri kartonskih škatlah, kjer pač mi dosegamo veliko boljše cene, kot bi jih ti, če bi sam kupoval. Enako pri pošiljanju v tuje države, mi precej pošiljamo v Poljska, Madžarska, Italija, Hrvaška, tako da Evropa versus Slovenija smo trenutno na 70-30, tako da 2/3 v bistvu pošiljamo v Evropo, tako da imamo tudi tukaj precej boljše cene, kot bi ti direktno imel. Ekonomija obsega naredi pač tisto razliko. Dajva se še malo dotakniti toliko enih različnih vlog, ki so zelo pomembne. Ko ti sestavljaš, oziroma ko s partnerji sestavljate neko ekipo, ki bo potem prevzela to podjetje, tako kot si že rekel, da si ti pri kakšnih podjetjih bolj v vlogi lastnika oziroma soustanovitelja ali pa celo mentorja, kaj je recimo te pomembno, ko zbiraš te pravo ekipo, če se malo še tega dotakneva? Kakšne lastnosti iščeš? Mogoče čisto, jaz nisem klasičen nek prevzemnik, recimo niti nimam neka dolgoletne izkušnje s prevzemom podjetij, kaj šele večjih podjetij, tukaj še vseeno govorimo o nekih manjših ali pa v začetni fazi, govorimo maksimalno 7-mestne številke, o nekih 10-milijonskih podjetij nimam izkušenj, tako da ne bo kdo slučajno narobe razumel, da zdaj prevzemamo ne vem kakšna podjetja. Ampak ja, če pa govorim čisto, kar se ekipno, torej ponavadi gre za manjše ekipe, torej tam od 3 do 10 ljudi. In predvsem je ta, torej nekako do nekih 3 točk smo prišli, ja, recimo sem prišel. Torej, ena je definitivno to, da nek track record že obstaja, torej neka zgodovina, nek history, nek background. To je definitivno prva stvar. Druga stvar je nek cilj, neka želja, nek zelo konkreten cilj, ki se ga zasleduje. Torej, ni v bistvu zadeva zgolj kot, ne vem,
kot brand ali pa kot podjetje za to, da pač posluje, ampak da ima nek konkreten cilj. In tretja je v bistvu nek trend rasti, torej pač hitrost rasti in sam potencial. Torej, da vidimo v bistvu, ko pogledamo, kje so zdaj in da pač čez naše znanjem, a lahko res naredimo to neko dodano vrednost. Ker primer, mi smo en primer, recimo, do zdaj je bil tak, ki so že zelo dobro vedeli, kaj morajo narediti in potem v bistvu neke dodane vrednosti pri nas nič, imajo že vse pokrito. Ponavadi se pa dogaja to, da ko je hitrejša kot je rast, težje je obvladljivo vse skupaj, pa v bistvu, ko nekdo gre čez neke izkušnje, je definitivno lažje, nekdo samo pogleda nazaj in reče, pogleda, kje so bili napake. Tako da pri sebi vidim ostala podjetja, ki so jih naštel, v bistvu nekako sledijo poti moje čokolade, če pogledam po neki rasti, kar pomeni, da nekdo, ki je 1 leto ali pa 2 leti zatem, sem jaz to pot že prehodil in vem, kakšni so izzivi in težave, ki nekdo pride. In če preventivno v bistvu veš, kaj bi se lahko potencialno zgodil, ne rabiš spet ti čez isto sranje, kakor si rešil. Absolutno pomaga. Dajva se še malo dotakniti, ti si tudi v večjih vlogah kot mentor oziroma poslovni svetovalec. Tudi jaz se mi zdi to zelo dobro področje in tudi jaz imam ogromen mentorjev, ki meni pomagajo, mi svetujo. Kako pa ti na tvoji poti si imel tudi kakšno osebo, ki ti je recimo te zaznamovala ali pa ti je bila kot mentor ali pa ti še danes pomaga, pa svetuje, pa se obrneš na njo oziroma na njega? Nisem jaz to jemljem kar kot, lahko rečem, da mentor, lahko rečem kot v bistvu že na pol frendi postanemo, definitivno pa neka poslovna pomoč. Mentor si lahko marsikdo drugače razlaga, pa tudi ne poznam čisto točno razlike med coachom pa mentorjem, to so te novodobni izrazi. Tako da tako kot v bistvu na vseh področjih je fino imeti nekoga, ki je pač kakšno pot že dal skozi. Jaz recimo ta trenutek se veliko učim recimo z Jakobom Žukovcem, imamo recimo enkrat na teden mite, kjer je v bistvu s popolno postavo že pri 30 ljudeh, z ekipo 30 ljudi že dal mogoče malenkost, ima več izkušenj, nismo pa spet tako daleč, tako da to je mogoče neka pomembna stvar, ki jaz opažam pri nekih pogovorih ali pa pri mitih, ki jih imam z svojimi mentorji, recimo, je ta, da nisi zelo daleč, ker če recimo bi se jaz pogovarjal z nekom, ki ima 500 zaposlenih ali pa neko korporacijo vodil, mislim, seveda sem se že, ampak prvič vest ni taka, kot je, drugič problemi so čisto drugačni, in se težko, tako jaz kot on se težko postavlja v vlogo. Tudi če on to že prehodil 10 let nazaj in se težko spominja, kaj sploh je, svet se je vmes malo spremenil. Tako da, nekdo pa, ki je to mogoče dal leto, 2, 3 recimo nazaj, je pa to dosti lažje. Tako da, definitivno je torej, te izkušnje naredijo svoje. Vidim pa, da je ful lep meč takrat, ko je v bistvu ko je podoben izziv na nekem drugem področju, ga je nekdo že rešil, recimo s hiringom. Zdaj imam jaz največ, bom rekel, izzivov pri temu, kako v hitrem času povečati ekipo in kako držati culture fit in tako naprej. In marsikdo je to že naredil v hitrem času. Tako da Jaka Lindič recimo mi je fantastičen mentor, katerega se učim, pa smo skupaj recimo pri začimbah. Super. Dajva se še dotakniti enega segmenta, ki se mi zdi, da ga ti zelo dobro razumeš, in sicer to je stalen razvoj znanja, da skozi razvijaš sebe, da skozi vlagaš vase, ker se ti vidi, da imaš zelo širok spekter in ga tudi moraš imeti, ker si vpleten pri ogromnih poslih, ki se kakšni med sabo tudi malo razlikujejo. In jaz sem tudi oseba, ki se zaveda, da je treba res skozi vlagati vase, ker se časi tako hitro spreminjajo. In ti imaš ogromno nekih certifikatov,
Pa me zanima, kako pa danes ti recimo še poskrbiš za, da si skozi na tekočem, kaj se dogaja s trendi, a so to kakšni podcasti, so to knjige, so to kakšne licence, tečaji, kaj počneš, da si na tekočem? Ja, podcasti so mi zelo fajn, tako da to moram priznati, da to mi je v bistvu še najljubša oblika konzumacije vsebine in kot neko izobraževanje. Tako da ful podpiram to, kar ti počneš in na tak način je meni fantastično, še posebej, ker zelo rad hodim v hribe in dejansko potem podcaste poslušam vmes, ko švicam po Pohorju. Tako da to mi je fantastično. Zdaj začel sem mogoče malo manj res gledati neke tečaje, ki sem jih včasih tudi, če je pa res kakšne certifikate, mislim, da že precej časa nisem česa tazga bolj konkretnega, poglobljenega lotu. Mogoče tudi dejstvo, ker nekako ko rasteš, ko širiš ekipo, v bistvu iz specialista prehajaš v bistvu v nek vodstven kader, v nekega generalista in na koncu pač imaš ekipo za to, pač imaš strokovnjake na tem področju, ki so veliko boljši. Tako da jaz sem že opazil, recimo pri zadnji zaposleni, že pri moji čokoladi, kako je v enem mesecu prehitela me znanjem. Torej, ko nekdo definitivno pač prišla je že iz kar nekaj izkušenj in potem potrebuje samo par tednov v bistvu, da adaptira zgodbo in da dojame, kaj je koncept tega podjetja in blagovne znamke. Potem pa nekdo s specialističnim znanjem, ki dejansko zelo specializirano delo eno zadevo zadnjih 7 let, jaz sem jo pa, bom rekel, komi po vohu, ker ne moreš vsega delati. Potem vidiš, da v bistvu ni potrebe potem, oziroma ne, da ni potrebe. Želel bi si mogoče kdaj, da bi bolj razumel, ampak je dejstvo, da moraš zaupati pač ljudem. Zato imaš pač ekipo, da se nasloniš na njih in da jim verjameš, da bodo oni naredili najboljše. In da oni verjamejo tebi, mislim. To je na koncu je stvar zaupanja. Se čisto strinjam in si zelo lepo napeljal tudi na moje naslednje vprašanje, ki se malo dotika, če rečeva temu, mogoče sodobnega vodje oziroma vodje prihodnosti, kakorkoli dostikrat izpostavljamo, ker se mi zdi zelo pomembno, da je ta mera zaupanja, da ni toliko mikromenedžiranja. Pa me zanima, kakšen je tvoj pogled, kaj se tebi zdi, da so recimo tvoje dobre lastnosti in kaj bi mogel imeti nek vodja, ki je v teh časih, kjer je digitalizacija zelo hitra, kjer je ogromen, toliko se hitro vse dogaja, ljudje imamo ogromen nekih skrbi, izzivov, COVID je prišel, ogromno treba novega zaupanja vzpostaviti, pomiriti zaposlene. Kaj bi rekel, da so tvoje lastnosti, pa lastnosti mogoče vodje prihodnosti? No? Kaj je zelo pomembno, da ima danes nek vodja? Ja, jaz sem mogoče malenkost preveč ali pa bolj v tehnico remote vodenja, kar pomeni, da dam velik poudarek na v bistvu samoiniciativnosti in dejansko zaupanju svojim zaposlenim. Tako da jaz že, v bistvu bom rekel, na remotu smo mi že kar precej časa, tako da to, kot je v bistvu, ko je COVID prišel, za nas ni bilo bistvenih sprememb, razen neke vpeljave v bistvu praktično v logistiki oziroma v skladišču, ampak office in ostali del je ostal v bistvu nespremenjen. Tako da mi smo remote first, zdaj koliko časa bo to zdržalo oziroma na kateri točki bo zaradi števila ljudi to postalo težavno, ne vem. Lahko bi v bistvu sklepal, da na neki točki definitivno bo remote težek, bo postal obremenjujoč, ampak do takrat pa v bistvu vidim, da vsaj do nekih 50 ljudi bi remote v bistvu mogel zdržati, kot v bistvu bo boljša funkcija kot pa office. Včasih je malo težje, zato ker smo ljudje navajeni na office, tako da zdaj sem gotovo, da smo že nekaj kadrov izgubili zaradi tega, ker pač niso prišli, ne da je kdo šel od nas, ampak da niso prišli, ker bi raje delali v officeu, ampak po drugi strani dobimo pa ljudi, ki jim je remote zelo blizu. Kot glavna lastnost v bistvu vodenja oziroma kaj je pomembno pri tem, se mi zdi predvsem ta mera zaupanja.
to je definitivno številka 1, tako da jaz sem tudi sam kar nekaj časa rabil, pa še vedno, mislim, včasih malo prime, da bi kaj pogledal, pa kaj pomikromenedžiral, ampak moram pol zavestno prijeti, ne, zato imaš ljudi, mislim, a ne, tako da preden kliknem kaj preveč na računalniku, grem raje pa rečem, ok, vse je v redu. In pa na koncu vidiš, da je res vse v redu, a ne, da pač, da nekdo, ki mogoče kakšne stvari ni naredil točno takrat, ima nek razlog za sabo. Na koncu smo ljudje, a ne, pač, in je pa res, da so tudi časi so taki, ko več nekih skrbi, stresa, in posledično to se pozna tudi na službi, ne glede na to, kje si, si remote ali pisarni, kakorkoli. Kar se tiče pa prav vodenja, pa jaz mislim, da je glavna stvar torej ta zaupanje in druga stvar je zelo točno, jasno definirane, v bistvu mi imamo KPI-je na posamezno delovno mesto, ne? Torej, da vsak točno ve, kje je, kaj mora narediti in pa kako se ga ocenjuje. Mi recimo zdaj zadnje čase se ukvarjamo predvsem to, kako objektivno postaviti KPI-je, da v bistvu, da moja beseda ne bo imela čisto nič teže pri temu, a je delo upravljeno dobro, slabo, kakorkoli, ne, da bo to nekako povedal trg, kupci in vsi ostali dejavniki, ne. Da v bistvu, da moj položaj v podjetju ne bo čisto nič, bom rekel, direktorski, ampak bolj na način pomoči doseganja KPI posameznem zaposlenemu. Tako da na ta način v bistvu jaz gledam celo strukturo. Wow, super, zelo mi je všeč razmišljanje. Dejansko res trg pove, pa vaši kupci, ne, koliko so zadovoljni. Noro, super. Si hotel še kaj dodati? Ja, hotel sem mogoče samo to reči, da je zelo zanimivo, recimo, kako se potem oddelki drugega pač suportirajo, ne? Ker ponavadi nikoli nimaš tako, da recimo je, da kar vsi hkrati isto performajo, ne? Ponavadi pač en oddelek povleče na katerem koli nivoju in potem drugi pač oddelki v bistvu ga suportirajo, ne? In na ta način recimo zdaj opažam, da zelo dobro funkcioniramo, glih s tem nivojem, da trg in kupci in vsi drugi v bistvu povejo, kaj moramo delati, ne pa sploh mi, ne. Mi smo, kakor da smo eni služabniki trga, no. Tako da mi samo suportamo, mislim, če dalje manj res delamo neke te naše vizije, naših posegov, ampak imamo malo ta ameriški mindset, da je kupec kralj in se v bistvu veliko naslanjamo na trg. Dajva se dotakniti, če prej si zelo lepo omenil, da ste vi že dejansko že zelo napredni v tem, ker ste bili že kar nekaj časa pred korono v tem work from home, v tem elementu. Tako da, daj mi povej, kako je pa težko potem ohranjati nek culture fit, da se ljudje dejansko še zmeraj, da imate neke, ne vem, zabavne stvari, da se še bolj povezujete. A ste imeli pol kakšne, ne vem, team buildinge prek teh orodij, kakor je Zoom, Skype, kako držiš pa v to kulturo? Ja, glede same neke kulture, tukaj imamo izzive tudi mi. Jaz mislim, da internet težko nadomesti ta človeški stik v popolnosti in da neko razumevanje drugega še vsem se mora zgoditi na fizičnem nivoju, tako da si težko predstavljam, da bi samo v bistvu prek interneta konstantno funkcionirali. Tako da pri nas smo tudi pred korono, smo se enkrat na teden fizično dobili, vsi skupaj na enem takem daljšem kosilu in to je bil za nas nek ta hibrid v bistvu dela. Zdaj recimo v teh časih pa trenutno furamo samo remote, nimamo team buildingov, čakamo, da se kaj odpre, ampak definitivno mislim, brez fizičnega stika na long term si težko predstavljam. Tako da jaz mislim, da bomo 4-krat do 6-krat na leto bomo ziher uvedeli
take mehne team buildinge, torej govoriva o nekih podaljšanih, nekih četrtkih in petkih free, kjer bomo petek izkoristili bolj za druženje kot za delo. Tako da v bistvu prineseš ta človeški stik, ki ga v ofisu recimo porabiš za, ne vem, kavice, pa cigarete, pa neke malce recimo, potem si rečeš, če so ljudje toliko bolj efektivni v bistvu skozi teden, zakaj pa ne bi recimo enkrat na mesec, enega celega dneva, kar čist free mail. Tako da ni pa to čist za vsakega. Mogoče marsikdo rabi, mogoče predvsem v teh starejših, neko rutino, rabi konstantno, brez nekih stresnih dejavnikov, tako da to je malo testira, včasih vrže kakšne take stvari. Ampak tak moraš biti tudi kot oseba, se mi zdi, da se je potrebno prilagajati. Tako kot podjetje se moraš prilagajati tudi kot oseba. Ti, ki si v teh, ki si res v različnih vlogah kot mentor, poslovni svetovalec, pa si strokovnjak za poslovanje spletnih trgovin, opaziš, da ta podjetja, ki jim pomagaš, pa tudi v društvu spletnih trgovcev, da imajo iste izzive, da so to pač izzivi, da ne znajo postaviti trgovine, ali so to bolj izzivi, da ne morejo shendlati, ker je tako vprašanje, imajo kakšne skupne točke, kaj ti opažaš, da so mogoče te pain pointi? Zelo različno. Dejansko zelo različno, ker se tudi ljudje lotevajo poslov zelo različno. Zelo odvisno je to v zvezi, odvisno od lastnika oziroma direktorja podjetja. In jaz opažam, da nekako sta dva ali pa trije recimo načini e-commerceov na splošno oziroma vodenje. Eni so tisti, ki na svet oziroma na celo industrijo gledajo izrazito skozi marketinških oči, torej marketing je tisto gonilo, vse moramo delati, dajati tja in vse ostalo bo že prišlo. In enako pomeni tudi pomembnost kadra na tem področju in tako naprej. Medtem, ko recimo kdo gre prvo na supply chain, torej najprej na logistiko, na proizvodni del. In v zadnjem času recimo zdaj opažam, verjetno je tudi zaradi korone kot take, je kar nekaj v bistvu podjetij v bistvu iz supply chaina, iz proizvodnega dela je prišlo na splet. Torej mi recimo pri moji čokoladi smo v bistvu digitalna ekipa, ki s proizvodnjo v bistvu praktično do lani nismo imeli prav zelo veliko stika. Potem seveda pač te obseg posla pripravi do to, da greš tudi v to bolj konkretno z veliko žlico, bom rekel, ampak torej mi smo neka digitalna ekipa, medtem ko marsikakšno podjetje po bistvu je prihajalo iz proizvodnega podjetja in potem šlo na e-commerce in to vidi tudi kot podaljšano roko obstoječim poslom. Tako da zelo odvisno od tega izhajaš in jaz zelo podpiram to, da ni tega enotnega vidika, kako na e-commerce pristopati, ampak je predvsem pomembno to, kje v verigi ti daješ največjo dodano vrednost. Marsikdo daje to dodano vrednost prav na internetu, za nekimi izobraževalnimi vsebinami, za neko celostno pojavo, brandom in tako naprej, medtem ko nekdo drugi da pa poudarek na izdelku, na samem produktu, na experiencu, ko produkt dobiš in se ne ukvarja z nekimi s celofanom okrog. Tako da, zdaj, kaj je bolj pomembno, oziroma kaj bi bil večji trigger, ja, na koncu je tako boje, ampak vsak podjetje, vsak brand ima svojo identiteto. Tako da, ja. Deva zdaj še dotakniti, ti si predsednik društva spletnih trgovcev. Pa če nam malo poveš, kaj dejansko dela to društvo, imate kakšne tudi, verjetno je to tudi iz poslovnih razlogov, da nam malo opišno, kaj počnete. Ja, v osnovi gre v bistvu za neko cehovsko združenje, tako kot so se peki v Ljubljani dobivali, smo mi se spletni trgovci zdaj začeli dobivati, glede na to, da je to nova industrija.
Tako da ja, v osnovi gre za to, da se pač vsi, ki se pač spletno prodajo, ukvarjamo, se na vsake kvatre se dobimo fizično in se v bistvu pogovarjamo o izzivih in problemih, ki so skupni. Torej, mi imamo na vsake 3 mesece imamo en dogodek, zdaj 3-krat nismo imeli, smo imeli v bistvu preko spleta, tako da upamo, da se čim prej odpre tudi fizično. Ampak v osnovi gre torej za to, da smo se na dogodkih v bistvu smo povabili strokovnjake. Primer, zadnji dogodek je recimo glede pravnih zadev spletne trgovine in smo povabili v bistvu 4 strokovnjake in potem vsak iz svojega vidika pove res tisto, kar je potrebno. Kot cehovsko združenje lahko deluješ na tem področju, da ima v bistvu vsak zelo podobne probleme, izzive na podobnih stvareh in potem lažje jih rešuješ v bistvu skupinsko. Tako da v Sloveniji tega prej še nismo imeli tako na tak način urejenega, da bi e-commerce kot celota bil zastopan nekje. Tako da smo mi potem rekli, nekaj moramo postaviti, da lahko v bistvu tudi mogoče kakšne skupinske zadeve, ki uveljavljamo. Ko imaš ti nek obseg ljudi, ki imajo isto težavo, je veliko lažje v bistvu te težave reševati skupinsko, kakor pa vsak posamezno. Spet ta ekonomija obsega v bistvu se kle pozna. Daj mi malo povej, a si imel ti v svoji karieri, ko si začenil, kakšen ta, Američani temu dostikrat pravijo, da aha moment, se pravi, trenutek, ki si rekel, pa lej, to je pa to, jaz pa to hočem početi, jaz bom pripeljal mojo čokolado do novih mej, do novih KPI-jev ali kogarkoli. A je bil kakšen tak trenutek, ki si zavedel, lej, to je pa moja zgodba? Pa veš, da v bistvu nekega tega res momenta, to sem že razmišljal kar nekaj časa, a je neka stvar, ki se tako zelo poetično sliši, da bi zdaj rekel, ja, takrat, ko sem razmišljal, ko me je Bog poklical k sebi, mi je povedal, da moram to pa to narediti. Ne, mislim, ne vidim tega. Tako, v bistvu, veliko je nekih takih momentov, recimo, ko se ti nekih preskokov, recimo naš preskok zadnje 2 leti je bil definitivno to, da smo začeli delati s Hoferom. Prej recimo mi na retail v bistvu nismo niti pomislili, potem pa nas je Hofer v bistvu poklical pa rekel, ja, mi hočemo sodelovati z vami in to je bil prvi preskok. Potem smo v bistvu rekli, ja, se bomo samo s Hoferom delali, potem pa danes v bistvu delamo praktično z vsemi retailerji, odprtih imamo 9 držav, širimo se preko retaila, tako da smo malo shiftali strategijo. Tako da jaz v bistvu gledam bolj na to, da pač se prilagajamo sproti in pač smo zelo pazljivi, mislim, zelo čuječi, kako ne rečem. Dejansko pač spremljamo v bistvu ne samo neke prihodke, recimo, kam grejo, ampak tudi spremljamo naše kupce, ki nas sprašujejo konec koncev in nam povejo, kje so njihove težave, kje so izzivi. Mi smo z retaili v bistvu začeli delati izključno zaradi tega, ker smo imeli dovolj dobro postavljen brand preko spleta in so nas začeli spraševati po fizičnih trgovinah. Torej, da imajo težavo v bistvu kupiti danes, takoj, kje lahko to kupijo. Prek spleta ta zadnja milja v Sloveniji še ni toliko razširjenja in nismo mogli tega se lotiti, tako da smo vedeli, da retail je naslednji, zdaj kako se tega lotiti, pa noben ima izkušenj. Danes recimo zdaj delamo 60% prihodkov preko retaila, potem, ko 3 leta nazaj je bil ta odstotek ničen. Tako da, kakšen moment dejansko nimam, vmesnih preskokov je bilo pa kar precej. Jaz velikokrat pač rečem predvsem to, da cilji so fino, dokler ne pride kakšna sprememba. Spremembe so pa lahko ali plus ali minus in fino se je čim prej odzvati na to. Prej, ko jih zaznaš, boljše je in manjše kot je podjetje, več imaš teh informacij, hitreje se lahko obrneš. Je pa zanimivo res to, kako včasih ne razumemo čisto dobro teh dinozavrov, kot rečemo, pa mastodontov, ampak jaz že recimo zdaj v procesu, zadnjih recimo 5 let neke transformacije z neke res malega podjetja v malo večje, vidim, kako ratuje zadeva bolj okorna. Pa smo
tako zelo lean, pa smo zelo remote, pa zelo napredni, bom rekel, glede vodenja. Ne? Pa vidim, da določene odločitve zdaj terjajo nekaj dni, ker je bilo prej tako 2 klika stran. Ampak ja, tako da si predstavljam, da v podjetju, ki imaš par 100, par tisoč zaposlenih, to, da pride nekaj sprememba, to traja ful časa. Tako da pač moj nasvet je vedno tisti, da se proba pač manjše kot je podjetje, hitreje se mora in hitreje se lahko obrne. Te priložnosti so včasih zelo instantne. Tako da to. Hvala, top. Dajmo se še malo dotakniti. Dostikrat, ko gledamo neko osebo, pa nek recimo digitalni odtis ali pa LinkedIn, vidimo, da si zelo uspešen. Ogromno imaš nekih funkcij, zelo ti uspeva. Ne vidimo pa teh v bistvu odzadaj teh izzivov, ki so se dogajali, da si do tja prišel. Tako da bi te prosil, če se malo dotaknemo tudi teh v bistvu izzivov, če nam malo pišeš, kaj se je kaj dogaja. Ker kot sem rekel, danes vidimo, si ustanovitelj oziroma lastnik Moje čokolade, si soustanovitelj Fulja, enega najbolj rastočih fulfillment centrov, si v različnih mentorskih vlogah. Ne vidimo pa tega, da si ti dejansko ogromnokrat, predvidevam, imel neprespane noči, ogromno nekih skrbi, ogromno nekih izzivov se je pojavilo. Tako da bi te še to prosil, da se še malo tega dotakneva. Kakšni so bili kakšni izzivi na poti, ki bi jih lahko delil? Mislim, eno dejstvo je definitivno to, da to, kar si naštel, so zdaj uspešni projekti, pa še drug nivo, eno kopico neuspešnih v tem času. Tako da večkrat, kot probaš katerokoli stvar, večji imaš možnosti, da ena izmed teh stvari uspe. To je neko že skoraj splošno znano dejstvo. Druga stvar je tudi ta, da sem bil vedno sam pristaš bolj tega, da delam tisto stvar, ki me veseli, da probam iti pač v smer tega, da mi zadeva ne predstavlja prevelik odpor. Torej, da tudi, ko pride nek izziv, kakršenkoli že to je, ponavadi pride zato, ker si naredil napačne odločitve v preteklosti in pol jih moraš korigirati in popravljati. In ko pride do tega, pač, da ne rečeš, fuck it, pač, jaz zdaj to ne zmorem čez, ne da se ni mi ok, ampak da stisneš zobe in rečeš, vem, zakaj to delam. To je ena stvar. Druga stvar je pa tudi ta, da v bistvu z leti v bistvu dobiš tudi izkušnje in kolikor nam z leti pada IQ, nam veliko hitreje v bistvu raste ta pot izkušenj oziroma ta krivulja. In na koncu v bistvu, ko se te stvari seštejejo, v bistvu nek know-how, ki si ga dobil. V bistvu šele zdaj nekako v zadnjem leto, 2 opažam, da koliko je to neka res eksponentna krivulja učenja. Kako mogoče v začetnih fazah res rabiš ogromno nekih stvari, napak, ne veš sploh, kako se obrniti, kaj početi in tako naprej. Pol pa z nekim zelo majhnim dejanjem narediš veliko razliko. Vse te klasične zgodbe so, ko je nekdo, ne vem, mašina crkne, pa pokliče mehanika, da pride popraviti mašino, pa on sam s kladivom udari po mašini, pa pol izstavi račun za 10.000 evrov, pa potem mu reče lastnik, kako 10.000 evrov, daj mi razdelaj ta račun, pa mu da račun za 10 evrov za pot, pol evra za udarec, pa ostal znecek 9.999 za know-how, torej za kako, da ve, kam udariti po tej mašini. In ja, na isti način je v bistvu posod. Mislim, če ti točno veš, kaj narediti, je v bistvu to, kaj narediš, je zelo trivialno, zelo malo efforta zahteva od tebe. Tako da se moraš tega nekako zavedati, da je pač učenje je res neka krivulja in da na začetku rabiš ogromno. Mislim, da je 10.000 ur je nekje, da ti v bistvu iz nekega v bistvu lajka oziroma če katerokoli stvar se lotiš, da če posvetiš 10.000 ur noter, takrat v bistvu ti postaneš master of whatever. In ja, mislim, prej, ko se tega zaveš, v bistvu, da to terja svoj čas, katerakoli stvar že,
lažje sprejmeš tudi vse te stvari. Ne. Tako da pri meni, ja, mislim, veliko enih stvari, veliko pa tudi načrtnih zadev od nekega mreženja, in to, da si pozoren v bistvu na veliko stvari, ne. Torej, da si pozoren predvsem na to, kje so neki challenge, kje ima kdo mogoče kakšen challenge, ki mu ga pomagaš kdaj rešiti, pa kdaj komu narediš kakšno uslugo čisto for free, pa ti jo pol nazaj vrne. Pa jaz velikokrat to delam čisto nezavedno, ampak če sem kdaj recimo malo za nazaj pogledam, tako mogoče to res neka stvar, ker sem marsikomu sem kdaj naredil kakšne usluge čist banalne. Na začetku je to tako, kad ti štartaš, ti ne moreš delati nekih ful velikih uslug, ne. Ampak veš, da nekomu kaj prineseš, mu kaj pomagaš, mu en dan posvetiš v skladišču, ko pakiraš za njega, ne. To se je včasih delalo na nivoju, ne vem, je nekdo gradil hišo, pa je sosed mu pomagal pri gradnji ene bajte, pa kontra, ne. In tukaj potem jaz vidim neke pozitivne učinke, ki se tekom življenja se pol pokažejo, ne. Ko ti imaš neki izziv, ga lahko hitro rešiš, ne. Tako da, ja, socialni krog definitivno pomaga pri tem. Se povsem strinjam in se mi zdi, da danes je ta networking zelo pomemben. V Sloveniji pa še toliko bolj, ne, se mi zdi, ker se zelo hitro se vsi spoznamo. Dajva se še malo dotakniti, jaz sem že kar v bistvu večino svoje kariere opet v inovacije, v razvoj, ti si pa tudi v teh podjetjih oziroma v teh industrijah, ki so zelo inovativne. Koliko si ti lahko, recimo, pri teh svojih podjetjih inovativen oziroma na kakšen način si lahko inovativen? Ja, mislim, jaz večkrat pri nas poudarjam vedno, da first imitate, then innovate. Tako da mi se tega kar precej držimo, torej vedno, ko so neke nove, čisto povsem določene stvari, ki se lotevamo, pravimo vedno prej imitirati, torej posnemati nekoga, ki je neko pot že prehodil in potem narediti čim bolj podobno, preden se mi nekaj novega udarimo, ne. Tako da vedno v bistvu česarkoli, ali je to nov produkt, ali je to nova ciljna skupina, ali je to nov trg, ali je to karkoli v bistvu, ne. Torej, probamo posnemati ali pa dobiti informacijo pač od nekoga, ki je to že prehodil in narediti točno tako, kakor je on, ali pa čim boljši približek. Potem, ko smo pa nekaj časa noter v tem, pa se pač naučiš iz tega ven, ne. Šele ko ti poznaš v bistvu neko industrijo, takrat lahko ti sploh začneš govoriti o neki inovaciji, ne. Dokler nisi ti strokovnjak na nekem področju, dokler mi nismo vedeli, da so izdelki za peko in slaščičarstvo, da je tisti naš glavna pot, kamor gremo, nismo niti mogli karkoli inovirati, ne. Mislim, nismo niti vedeli, kako in kaj. Šele potem, ko si v bistvu zelo vpet v določeno stvar, potem ti lahko delaš neke industrijske premike, ne, da si veliko boljši od konkurence in da tako naprej, ne. Ampak do takrat pa posnemaš v bistvu ostalo, ne. Je pa pač fakt, da jaz sem še vseeno bolj v digitalnem fohu, v bistvu e-commerce/food. Recimo food industrija je dosti bolj staromodna industrija in se premika veliko bolj počasi, in je mogoče premike tam delati je težje, zato ker so tudi ostali playerji v tej industriji so zelo počasni, a ne. Medtem ko recimo na internetu se stvari dosti hitro dogajajo in je že fakt, da moraš biti zelo hiter v stiku in so inovacije veliko bolj pogoste, ne. Tako da to je tudi odvisno, se mi zdi, od industrije, ne. Bolj kot je industrija stremi k temu, ja, tako da to. Ful dobro. Daj mi še povej, kako je pa rekel nate kot vodja zdaj, da se je pa recimo tvoja vloga ali pa tvoj način vodenja spremenil, ker jaz recimo, če sebe pogledam 10 let nazaj, ker sem bil še zelo frišen, sem bil zelo impulziven, zelo hitro sem reagiral na kakšne stvari, prehiter, nisem še tako kot ti na sprehod pa razmislil, ampak sem na prvo žogo udaril, medtem ko danes pa tudi jaz zadiham, premislim, se malo ustavim. Tako da, kako bi pa ti rekel, da si se recimo v tej tvoji karieri, če pogledaš nazaj na začetke, pa zdaj, ki že imaš kar močne posle? Vse vedno, ko gledaš
nazaj, si tako, kjer sem bil jaz junca. Tako da tudi jaz si vsako leto znova si rečem, koliko sem bil neumen en let nazaj, a ne. Tako da verjamem, da karkoli zdaj rečem, bom čez eno leto, bom tako, kjer neumnosti sem kvasal, a ne. Tako da, ja, jaz to gledam kot krivuljo učenja ali pa poti, tako da res ne gledam na to, da takrat sem bil tak in zdaj sem tako in zdaj sem pojedel vso znanje tega sveta ali pa tako. Pač sem na neki poti, vem recimo, kako obvladovati ekipo 10 ljudi, ne vem pa, kako ekipo 100, a ne. Nekdo pa je že 100, pa ne ve, kako 1000, pa nekdo 1000, pa nekdo tako naprej. Tako da ta pot je dosti taka, bom rekel, skoraj neskončna in mislim, ni neskončna, ampak dlje kot po tej poti stopaš, manj je ljudi v bistvu, manj frendov imaš okrog, ki so že naredili to pot, ne. Tako da, ja, jaz gledam kot pot in ne jemljem tega tako kot kako sem bil prej in kako zdaj. Definitivno pa enako tako kot ostale stvari je tudi leadership tisti, ki se skozi leta kali in pač včasih sem tudi jaz, mislim, jaz še vedno reagiram za marsikatero stvar preveč impulzivno, prehitro in tako naprej. Po drugi strani si pa tudi rečem, ja, če pa nič ne bi bil pa pol, tako kot, mislim, bi se pa počasi stvari zgodile ali pa se ne bi, tako da kaj je pa prav, pa kaj je narobe, to sva pa že pol kar filozofski. To je pa res. In če gremo malo naprej, rad bi se dotaknil še tvojega osebnega življenja. Se pravi, daj mi malo povej, Andraž, prej si omenil, da rad hodiš, kaj pa že recimo še kaj počneš, da se sproščaš, da se odklopiš, da narediš ta stres management ali kakorkoli temu pravimo, kaj še kaj rad počneš? Jaz sem drugače navdušen jadralni padalec, tako da ko mi čakam zdaj na lepe dni in dobre vetrove. Tako da to. Sicer pa, glede na to, da smo remote, imam pač ta privilegij, da lahko delam pač praktično kjerkoli za kadarkoli, tako da ta cilj, ki sem ga imel, sem dosegel in probam v bistvu z nekimi potovanji oziroma menjavo lokacij. Jaz bolj rečem, ne toliko potovanj, vsi mislijo, da grem kao na dopust jaz za 2 meseca, ampak v bistvu delam čisto isto, samo klima je malo drugačna, no. Tako da to meni predstavlja, mi dosti zniža nivo stresa, ko se v bistvu samo premaknem, druga kultura, druga kulinarika, uživam v dobri hrani, tako da neke te klasične stvari, nič je tako, frendi naokrog, dobra družba. Dobro. Kaj pa recimo, kaj pa kje rad, ne vem, kakšna najljubša serija, najljubša knjiga, kaj rad bereš, kaj rad gledaš? Najljubša serija že kar nekaj časa nisem gledal. Black Mirror recimo mi je bila ena taka zadnjih, ki mi je ostala v spominu. Kar se tiče pa knjig, zdajle moram prav pogledati, mislim, da od Joe Dispenze berem. Ponavadi berem več knjig naenkrat, vsaj 1, 2, 3. Drugače pa Sapiens recimo, mi je bila res taka knjiga od Hararija, ki mi je bila taka res vrhunska za prebrati, pa tudi nadaljevanje potem priporočam. Tako da to. Drugače pa največ konzumiram v bistvu vsebino res prek podcastov, no, tako da tvoj mi je fantastičen, od Klemna Selakoviča, ideja mi je top. Malo pogrešam Joea, ki se je umaknil na Spotify, pa ga ne gledam več, oziroma ne poslušam. Ta Lex mi pa ne pretegne glih. A imaš ti kakšno priporočilo? Veš kaj, dosti. Jaz sem pa recimo sem zelo zaljubljen v enega profesorja, ki je The Prof. G Show. Tako da njegov podcast je zelo usmerjen na te nove tehnologije, pa ima zelo take odprte debate o Airbnb-jih in teh novodobnih mogocih in je res zelo zanimivo. Pa tako, kot si ti to rekel, tudi jaz poslušam Klemna, ima res zelo dober podcast, tudi od Maje podcast mi je všeč. Ogromno jih imam. Je pa res, da včasih grem jaz, koliko verjetno tudi ti, v skrajnosti in jih imam pol že preveč. In sem pol živčen, ker jih ne moram vseh preposlušati. Tako da jih probam samo ene par izbrati.
Hudo. Tale prav že šel, sem si zapisal, ampak ja, jaz imam zelo taktik, ta zero inbox stres, ko da če mi kaj povzroča stres, preveč mailov. Ful dobro. Daj mi še povej, ker smo pri tem, kjer je pa aplikacija? Vem, da si omenil, da Shazam ti je ena ljubših. Kaj pa še kakšna aplikacija, ki jo rad uporabljaš? Bom zdaj prav na telefon pogledal, da ti povem. Recimo Scannable mi je ful praktična za skeniranje. Zadnje čase sem malo gledal tale Clubhouse, pa se ne moram odločiti, ali mi je to zanimivo ali ne. Jaz tudi ne. Tako da imam malo mešane občutke. Splitwise recimo mi je the best za kakšne stvari. Kaj imamo še kaj, recimo mi itak, če recimo se poslovnega dotakneva, mi največ uporabljamo Slack, pa HubSpot, Redboot, to je pa to, no. Prav veliko appov tudi nimam, Google Maps in to je to. PictureThis mogoče je zanimiva za rastline, tako da včasih, ko hodim kaj, pofotkaš v bistvu rastlino, pa ti pove, kaj to je za ene rastline in pol si imaš več znanja o rastlinah. Tako malo zabavno. Ful dobro. Andraž, pojdiva zdaj še na najino glavno oziroma zaključno vprašanje, ker imaš res toliko znanja, toliko izkušenj, bi te prosil, če deliš z nami nek nauk ali pa zaključno misel. Zdaj mi imamo že kar lepo število poslušalcev, med njimi je tudi ogromen že izkušenih podjetnikov, direktorjev, tudi predsednikov, prav po drugi strani imamo pa tudi ogromno študentov, pa mladih, ki šele začenjajo poslovno pot. Ok, to so vedno ta nehvaležna vprašanja. Meni se zdi, da je ključno, težko je govoriti na splošno, jaz to zelo nerad govorim na splošno, ker je zelo težko, ne veš čisto točno komu to govoriš, v kateri fazi je in tako naprej. Ampak recimo, če bi mogel ene dve zadevi, ki bi za na konc. Ena je ta, da vsako stvar jaz vedno probam pogledati iz vidika pozitive oziroma dobrega. Ne glede na to, kaj se zgodi, se probam preleviti v to, da je to za nekaj dobro, kot neka izkušnja, kot neko karkoli, zakaj bi to lahko bilo dobro, in potem gledam iz vidika, da to, karkoli se je zgodilo, da to je dobro, in se sprašujem, zakaj je to dobro. Malo se odmaknem iz tega, da je objektivno, in pogledam samo pluse in probam odmisliti minuse. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da se mogoče osebno, jaz bi mogoče malo bolj priporočal, da se včasih, zdaj spet odvisno kdo, ker težko je govoriti na splošno, ampak mislim, da večina ljudi je bolj usmerjena k ciljem in ne toliko na pot oziroma na experience, in da smo premalo pozorni na posamezne trenutke. Na dan, na trenutek, na trenutek v dnevu, in da smo samo hvaležni za to, kar imamo in kar se je zgodilo. Tako da, jaz probam to velikokrat v dnevu ozavestiti, prav tako momentarno, zelo, ko poslušam podcast, si dam dol slušalke in sam za 2 sekundi vdih, izdih, pogledam, vse je ok, dam nazaj. Tako da, mogoče en tak. To je recimo nek ta nov stres, recimo, kar me navdaja z optimizmom. Ne, ful dobro nasveta, res. Sploh ta prvi mi je všeč, da dejansko tudi, če je kakšen izziv, da pogledaš, kaj so pozitivne stvari. To definitivno ti bom ukradel, oziroma moram tudi jaz malo v prakso bolj spraviti. Cool, ja. Se mi zdi, da v vsakem primeru se lahko vedno vsako stvar lahko pogledaš iz več različnih zornih kotov, in enkrat sem se glih spraševal to, kaj pa, če bi jaz gledal samo iz enega zornega kota, a res rabim vsako stvar iz večjih zornih kotov. In pa je zelo zanimivo, ko v bistvu ti gledaš eno zelo slabo stvar, da se nekaj zgodi tako, kad te spravi stres, in potem si zavestno rečeš, ok, kaj pa je od tej dobrega? Zdaj pa probaš samo dobre stvari. In ugotoviš, da dejansko neke stvari pa so dobre. In je zanimivo tako.
pač tak zanimiv eksperiment, ki ga lahko narediš na kjerkoli stvari. Ko te bo naslednjič, recimo, kaj tako, zakaj pa je to, ne bi bilo tako, pa kaj ti kdo reče, probi zavestno se samo o dobrih stvarih vprašati. Ja, tako dobro. Hudo. V glavnem, dragi poslušalci, z nami je bil izjemen Andraž Gaves, ki je ustanovitelj in lastnik mojechokolade.si. Je serijski podjetnik, ker ima res ogromno izkušen mentor, tudi strokovnjak za spletno trgovino, in pa moram reči, da ena izmed oseb, ki verjamem in sem 100% prepričan, da ima v Sloveniji glede spletne trgovine postavljeno vseh teh stvari največ znanja. Tako da, Andraž, najlepša hvala za tvoje izkušnje, poglede. Jaz sem zelo užival in vem, da naši poslušalci se bodo tudi veliko naučili. Hvala tebi, ti pa kar nadaljuj tako naprej. Hvala, Andraž. Sledite nam na vseh kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je že preko 2000.